V današnjih novicah med drugim parlamentarni odbor v romskem naselju Brezje Žabjak. Začelo se je ocenjevanje vin v sklopu tedna cvička. Na Sromljah privablja pogled skoraj 6000 narcis. Lepo pozdravljeni. Romska problematika v jugovzhodni Sloveniji postaja vedno bolj pereča, zato je v povezavi s tem, kot smo že poročali, 11 tukajšnjih županov pripravilo paket zakonodajnih sprememb za ureditev razmer. Da bi poslanci in poslanke lažje razumeli, s kakšnimi težavami se srečujemo na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, se je v dolenjski prestolnici mudil parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Pobuda za delovno srečanje v romskem naselju Brezje Žabjak je prišla s strani poslanke iz Novega mesta Vide Čadonič Špelič, ki je želela, da se poslanci na terenu seznanijo s tem, kaj dejansko predlagajo na eni strani župani in kakšno je življenje v romskem naselju in kaj tudi predlagajo predstavniki Romov. Mi ne smemo pozabiti, da imamo mi kot občina dolgoletnega predstavnika Romov, ki pravzaprav še najbolj pozna situacijo. Ta pravi, da šolanje otrok podpira kar 95% Romov, zato jih tudi več obiskuje šolo kot v preteklosti. Vse pa je po njegovem mnenju odvisno od spodbud staršev. Imajo tam avtobus, pa vozijo v Novo mesto. Avtobus jih vozi eni starši, ko hoče otrok dobro narediti, oni jih peljajo zjutraj v šolo in šolo jim peljajo. Ne gledajo za stroške, ampak hoče, da so otrok šola, da bo nekaj naredil, če oni naredijo. Člani odbora so se sprehodili skozi romsko naselje in se podrobneje seznanili s predlogi županov, ki predlagajo jasnejši zakonodajni okvir. Ki bi spodbujal vse posameznike, da je osnovna šola vrednota, da seveda ne bi tisti, ki so prejemniki denarnih socialnih pomoči, še dodatno spodbujal k prekrškovnemu in drugemu kaznivemu obnašanju. In seveda to je nekaj, kar si želimo, da bojo tudi v širšem slovenskem prostoru razumeli. Župani so trdno odločeni, da njihova pobuda ne bo ostala le mrtva črka na papirju. Če ne drugače, bodo poskušali priti do razprave v državnem zboru z zbiranjem podpisov. Mi v Slovenski demokratski stranki vsekakor podpiramo generalno te rešitve, kajti pomembno je, da naredimo nek korak naprej. Predolgo se že vrtimo v krogu, res moram reči začaranem krogu, in potrebno bo tudi s pomočjo zakonskih sprememb narediti korak naprej. Seveda je pa pot do tega, bom rekla, da se malo krešejo mnenja, kako priti do tega. Ampak jaz mislim, da za skupno dobro ljudi je treba pač ta mnenja spraviti na najmanjši skupni imenovalec in iti zadevam do dna. Ugotovili smo, da marsikaj že imamo urejeno, pa se mogoče ne spoštuje in ne upošteva. So pa seveda tudi kakšne stvari, ki bi jih je treba še spremeniti. Dobro je, da smo na terenu, da slišimo predvsem ljudi, ki na terenu delajo, oziroma ljudi, ki se jih te stvari tičejo, kaj si o stvarih mislijo. Mnenje pa je torej precej enotno, da naraščata kršenje javnega reda in miru ter nasilje, kršitelji pa so pogosto mladoletne osebe. Gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine so prve pri nas izkoristile priložnost, ki jo je omogočil novi zakon o gospodarskih zbornicah in na ustanovni skupščini 23. aprila 2007 ustanovile gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine. 16 let pozneje so se danes na Otocu člani zbornice sestali na 17. skupščini. Zbornica ima podporo najuglednejših družb v regiji. Pa je ustanovitev zbornice bila upravičena? Zbornica Dolenjske in Bele krajine ena po mojem najmočnejših reprezentativnih zbornic v Sloveniji. Zbornica združuje gospodarstvenike z tega področja in na nek način zastopa njihove interese do vsakršne politike za izboljšanje gospodarskega stanja v tej regiji. Mi jo vidimo predvsem kot priložnost za povezovanje podjetij, da lažje dosežemo neke cilje, ki so nam vsem skupni. Glejte, dolenjsko gospodarstvo je eno med najbolj uspešnimi in tudi zbornica je marsikaj pripomogla temu. Ta zbornica diha z nami in hkrati dejansko so
na razpolago, kadarkoli rabimo kakšen suport. Jaz lahko samo pohvalim zbornico, predvsem to, kako se angažira, kako, nam predaja določene informacije in dejansko pomaga razvijati podjetja v tem lokalnem okolju. Ključno za regijo, pa tudi državo, je neka enotnost. Se pravi, zbornica zna poenotiti prostor, zna poenotiti gospodarstvo. Minulo leto je zaradi enormno povišanih cen elektrike in plina ter vojne v Ukrajini vplivalo na dinamiko poslovanja, a so dolenjsko-belokranjska podjetja poslovala uspešno, je v nagovoru dejal predsednik zbornice. Težave so predvsem z kadri, dejansko to čutijo prav vsa podjetja, tako da tukaj bo treba še veliko narediti tudi na državni ravni. Člani skupščine so soglasno potrdili poročilo o poslovanju zbornice za minulo leto. Kaj bo prineslo leto 2023? Zaenkrat so obeti dobri, videli bomo pa, kaj se bo dogajalo v naslednjem obdobju. A so gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine v zelo dobri kondiciji, še dodaja. Z ocenjevanjem vin se je začelo pestro dogajanje v sklopu 51. tedna Cvička, ki ga bodo zaključili pod okriljem festivala Cvička konec maja z zanimivim in raznovrstnim 3-dnevnim dogodkom na glavnem trgu v Novem mestu. V predtekmovanju so ocenili okoli 3000 vzorcev, ki so jih prejeli iz dolenjskih vinogradniških društev. Ocenjevanje je eno najpomembnejših strokovnih dejanj naše zveze, ki že 51 let organiziramo. Lahko rečem, da smo veseli, da je letos prišlo kar lepo število vzorcev, sicer nekoliko manj kot lani, 618, od tega kar čez 200 cvičkov. Hkrati imajo tako tudi 22 kandidatov za kralja cvička. Aktualni Janez Colnar mlajši se je v tej vlogi odlično znašel. Občutki so zelo lepi. To je ena nagrada, da se dobro delam, da greš v pravo smer in je neka nagrada za dosedanje delo, kar ti pove, da si na pravi poti in da so kupci in potrošniki zadovoljni s tvojim produktom. Tako da tu je res ponosno. Letošnji festival Cvička bo namenjen vsem generacijam. V sklopu 3-dnevnega dogajanja bo na glavnem trgu tudi študentska cvičkarija. Zdi se mi izredno pomemben, ker v bistvu tudi združuje nekako že tega našega dolenjskega posebneža, se pravi cviček, ki je tudi poleg seveda neke vinske kulture tudi turistično zelo pomemben produkt. Vsi so enotnega mnenja, cviček dobiva veljavo na vinskem zemljevidu Slovenije. Ocenjevanje vin v sklopu 51. tedna Cvička je sicer potekalo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Cviček je postal sinonim za kvaliteto, zelo priznano in cenjeno vino, in s takimi dogodki mu seveda daješ samo dodano vrednost, in jaz srčno upam in želim, da to pomeni tudi pri vinogradnikih, da ga lažje in boljše tržijo. Novega kralja Cvička bodo uradno razglasili v petek popoldne. Z osrednjo prireditvijo ob 27. Goljevih dnevih pa se je sinoči zaključila bralna značka za odrasle, ki jo organizira knjižnica Pavla Golije Trebnje. Bralna potepanja so 12. leto zapored združila rekordnih 123 bralnih potepuhov, ki so skupaj prebrali 615 različnih knjig, ki so bile tako ali drugače povezane z živalmi. Ni edina bralna značka za odrasle. Poleti smo pripravili odraslim bralcem še poletni bralni izziv, ki je tudi zelo dobro obiskan in se je odlično prijel. Branje je zelo pomembno, bralna kultura, bralna pismenost za razvoj človeka, vsakega posameznika, za njegovo ustvarjalnost in za kvalitetno preživljanje prostega časa. Sinoči so domiselno predstavili tudi ponatis Goljeve gledališke uspešnice iz sredine 20. stoletja. Sneguljčico je tokrat ilustrirala domačinka Marta Bartol. Vedno se potrudimo, če se le da so to umetniki iz lokalnega okolja, ker v Trebnjem in okolici je zelo bogata bera likovnih umetnikov. Menim, da ima za to zasluge tudi mednarodni likovni tabor in pa samorastniki likovni.
Potruditi se moram čisto za vsakega naročnika, ne, tako da v tem recimo ni razlike. Je pa razlika v tem vzdušju, ko smo recimo razvijali ideje, ko smo se pogovarjali o tej knjigi in sem res imela občutek, da želijo dekleta nekaj posebnega, nekaj pristnega. Pa še posebno je, ker je pač avtor Pavel Golija, tako da sem ta projekt res z veseljem sprejela in res je bil ful velik užitek ga ustvarjati. Jeseni se bodo bralni potepuhi odpravili na raziskovanje glasbe, ki je tudi sinoči napolnila dvorano Trebanjskega kulturnega doma. Zaigral je občinski pihalni orkester. Na Sromljah je že 17. leto zapored na ogled skoraj 6000 narcis. S čudovito rumeno-belo preprogo spomladanskih cvetic so v tamkajšnjem turističnem društvu želeli ulepšati kraj, kar jim je odlično uspelo. Zgodba z narcisami sega v leto 2005, ko so v turističnem društvu kupili in zasadili 3500 sadik, 2 leti kasneje pa še dodatnih 2000. Grmi imajo čedalje več cvetov, sicer pa se narcise same ne razraščajo naprej. Pobudo turističnega društva so odprtih rok sprejeli krajani. Zelo so bili za in tudi pomagali so saditi. Precej tlele okoliških je pomagalo saditi in tako so vsi za, no, in vsi rečejo, da je pač polepšal kraj, ne. Zemlja je sicer od cerkvena zemlja, ne. In zakaj ravno narcise? Se vsi radi spomladi najprej razveselimo seveda cvetja, ne, in to je res narcisa in tudi nekaj časa traja, ne. To je 1 mesec sigurno traja, ne, in je to kar lepo za videti, tako da zdaj turisti, ki prihajajo ali pa sam pridejo tudi domačini ali pa tle iz občine Brežice in se vsi slikajo med narcisami. Žal se ponekod dogaja, da obiskovalci cvetice ne zgolj občudujejo, ampak kakšno tudi utrgajo oziroma izkopljajo s čebulicami vred. Tlele pri narcisah ne. Je pa res, ko mi turistično društvo tudi urejamo kraj, ne, pa avtobusna postajališča, tle nam je pa večkrat že bilo pokradeno cvetlice ven, pa zdaj smo zasadili trajnice, pa tudi to je, zdaj sem videla, tudi je pobrano ven skoraj tja. Narcise bodo na Sromljah na ogled, dokler ne odsvetijo. Odsvetele pa so naše minute odmerjene današnjim novicam. Kljub temu ste še naprej vabljeni, da ostanete v družbi vašega kanala. Tako vam ob 8 na ogled ponujamo pogovor z osebnostjo marca, Radkom Luzarjem. Hvala za pozornost, naredite si lep večer in lahko noč.